Kaj pa je, Rok? Se je pokvaril avtomobilček? Ne bodi žalosten, samo napolniti ga moramo. Ne, napolniti moramo njegovo baterijo. Baterij ne polnimo z vodo in zrakom, ampak z elektriko. No, to električno vozilo se ravnokar polni. Ja, električna vozila poganja elektrika. Ta je shranjena v baterijah. Pridita, poglejmo skupaj. Zakaj uporabljamo baterije? V vseh teh napravah so baterije. Če jih ne bi bilo, ne bi imeli niti prenosnih telefonov. No, in verjetno tudi mene ne. Baterije so lahko čisto majhne. Takšno imaš v ročni uri, Tina. So pa tudi veliko večje. Takšne, ki poganjajo električna vozila. Poglejta poskus s krompirjem. Elektroni potujejo po krompirju med obema palčkama, s tem pa kemično energijo spreminjajo v električno. Podobno kot v pravi bateriji. No, ampak ne bi prav dolgo zdržal. Danes so baterije zelo močne in zdržijo zelo dolgo. Ko se izpraznejo, pa lahko nekatere z električno energijo ponovno napolnimo. Rok, baterije avtomobilčka so že polne. Pojdimo se spet igrati. Kaj pa je to? Mislim, da se bliska iz sosednje garaže. Ohoho, vajin sosed je pa izumitelj. Izgleda, kot da nekaj sestavlja. Wow, sosed je sam sestavil pravo električno vozilo. Opala, Srečku bo treba napolniti baterije. Hej, lahko bi si pa tukaj izposodil drugo vozilo. Souporaba je skupna raba vozil. Vozilo vsak uporablja le takrat, ko ga potrebuje. Daj no, Rok, posodi tudi Tini avtomobilček. Saj ga sedaj ne uporabljaš. Poglejta, tudi sosed si je izposodil električni avto, medtem ko se Srečko polni. In ko ga ne bo več potreboval, ga bo parkiral na označeno mesto, da si ga lahko izposodi nekdo drug. Čisto tiho pelje in popolnoma brez izpuhov. Tudi tako pomagamo ustvarjati lepši svet.